Jutri prvi val stavke. Mešjakov večer v Boštanju. 140 let od rojstva Otona Župančiča. Dober večer. Vlada in sindikati očitno niso dosegli soglasja, zato bo jutri prva v nizu stavk zaposlenih v javnem sektorju. Stavko je napovedalo 16 sindikatov, od farmacevtov, carinikov, veterinarjev do zaposlenih v zdravstvu, državni upravi in kulturi. Med drugim zahtevajo dvig plač in odpravo plačnih nesorazmerij, posamezni sindikati pa imajo še svoje zahteve. Jutri, 5 minut čez poldne, pripravljajo tudi protestni shod pred vladno palačo, ki se ga bodo udeležili tudi nekateri drugi sindikati, ki sicer jutri ne stavkajo. Kako bodo državljani občutili opozorilno stavko, je težko napovedati, saj bodo glede na naravo dela v posameznih panogah stavkali različno. Nekatere ustanove in zavodi bodo jutri zaprti, v nekaterih bodo prekinili delo, v nekaterih pa bodo delali bolj intenzivno. To so na primer cariniki, ki so se odločili za temeljitejše nadzore na mejnih prehodih. Stavki se pridružujejo tudi zaposleni v Splošni bolnišnici Novo mesto in sicer radiološki inženirji, zato bo jutri okrnjeno delo na radiološkem oddelku. Vse preiskave pri ljudeh, ki so pod 18 in nad 65 bodo upravljene, vse nujne preiskave bodo upravljene in tudi preiskave, ki so vezane na diagnostiko potencialnega raka, bodo tudi upravljene. Pacienti, ki so jutri naročeni na zdravstvene storitve, ki ne pomenijo nujne medicinske pomoči, nege in oskrbe, bodo prenaročeni, o novem terminu pa bodo obveščeni pisno, še pravijo v novomeški bolnišnici. V brežiški bolnišnici pa bodo delali v nekoliko zmanjšanem obsegu, vendar brez prekinitve. Bolnišnica Brežice je zaenkrat dobila obvestilo od sindikata Pergam za stavko 24. januarja v obliki shoda v Ljubljani. Nekih notranjih aktivnosti v bolnišnici pa pri nas nismo še zaznali. V Posavju se na področju zdravstva jutrišnji opozorilni stavki pridružujejo tudi javne lekarne. Podružnične bodo med 10. in 13. uro zaprte, glavne lekarne v občinskih središčih pa bodo v tem času izdajale le zdravila na recept in nujna zdravila. Podobno bo tudi na Dolenjskem. V zdravstvenih domovih bo delo teklo kot običajno. V Beli krajini bo v večini javnih zavodov in ustanov delo potekalo normalno, na upravnih enotah pa bodo opravljali le nujne zadeve. Turistično društvo Boštanj že 5. leto zapored v januarju pripravlja etnološko-kulinarično prireditev imenovano Mešjakov večer. Na njej sodeluje več društev, krajani pa se radi podružijo na večeru, s katerim ohranjajo tradicijo v sodobnejši preobleki. Vsebino zasnujejo tematsko in letos je bilo vse v znamenju reka, repa korenje, dolgo življenje. Aktiv žena je pripravil značilne jedi, za smeh so poskrbeli s skečem iz pravljice o debeli repi. Vsako leto pač si izmislimo neko novo rdečo nit, ki povezuje vse te dogodke, torej od kulinarike do, hortikulture, malo šaljiv način, malo zabave, da se malo nasmejimo in tako naprej. In letos so korenovke na vrsti. Skozi to prireditev želijo tudi spodbujati pridelavo sadnih vin in sokov. Kljub temu, da je bilo lansko leto neugodno leto za sadjarje, da je bila pozeba, da ni bilo sadja, smo veseli, je prišlo 18 vzorcev, se pravi jabolčnikov, sadnih vin iz hrušk in sadnih sokov. Po oceni komisije s predsednico Tatjano Košmerl z Biotehniške fakultete je najboljši jabolčnik naredil Matej Špec iz Orešje pri Sevnici. Pijača, ki je dolgo veljala za manj vredno, ponovno prihaja v modo. Ne vem, mogoče ga niti niso znali tako pridelovati. Bolj površinsko so vse skupaj delali. Potrebna je večja nega tega jabolčnika, ne vem, tako kakor pri vinu. V aktivu Žena Boštanj so združene tiste krajanke, ki jih veseli kulinarika. Brez njih ne bi bilo tako polnega Mešjakovega večera. Pripravile so velik izbor jedi iz korenja in repe. V kuhinji se rojevajo ideje, okusi in tako nastajajo tudi novi recepti. In če že imamo osnovo naših babic, lahko nadgrajujemo in danes v neko moderno obliko spravimo tudi te jedi.
Mešjakov večer ob tradiciji prinaša tudi nova znanja in spoznanja. Organizator želi sodelujočim vliti pogum, da se s svojimi odličnimi izdelki prijavijo tudi na ptujsko ocenjevanje dobrote slovenskih kmetij. V Straškem kulturnem domu pa so pripravili prav poseben pogovorni večer, ki so ga slikovito poimenovali Trije stražani. Trojico sestavljajo glasbenik in aktivist Miha Blažič-Entoko, režiser in scenarist Boris Petković ter fotograf Borut Peterlin. Vsi trije vsestranski ustvarjalci so velik del svojega življenja preživeli prav v straži, zato so se z veseljem odzvali vabilu. Poleg tega, da jo pač poznam osebno, smo tudi nekaj profesionalno sodelovali v zadnjih 20 letih in pa seveda globoko cenim delo in spremljam obeh, tako Borutovo kot Entokovo. Jaz sem dobil povabilo organizatorja Roberta Krena in hvala Bogu v taki družbi sem lahko vsak dan, tako da sem tudi danes tukaj, še posebej, ker je tak manjši kraj, se vsi poznamo in dejansko je to super večer. Sicer sem živčen zaradi tega, ker prvič sem sploh na kakršnem koli javnem dogodku v straži, ampak fajn se mi zdi, no, da je ta prostor v bistvu zaživel. Ni bilo tega, ko sem jaz recimo še tukaj v šolo hodil. Trojica je govorila o prehojeni življenjski in poklicni poti, spominih na življenje v straži in socialnih težavah, ki tarejo družbo danes. Pa imamo nekaj ljudi, ki imajo kaj povedati, no, in tokratni večer, evo, je prvi v nizu, ni pa izključeno, da bomo nadaljevali s tem. Boris Petković je pred tedni dobil nagrado za najboljši slovenski film v letu 2017, za mladinski film Košarkar naj bo, svoje prve korake pa je naredil v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja in sicer... Moji začetki so povezani z TV Vaš kanal. Ja, marsikdo je svoje obzorje začel širiti prav na televiziji Vaš kanal. Sicer pa je bil na današnji dan pred 140 leti v Vinici v Beli krajini rojen pesnik, dramatik, esejist in prevajalec Oton Župančič. V njegovi spominski hiši so jubilej obeležili s predstavitvijo slikanice Hvala ti, Oton Župančič. Avtorica Alenka Misja, pedagoginja v Belokranjskem muzeju, je slikanico želela približati Otona Župančiča najmlajšim. In s tem naslovom, v bistvu, da bi mladi dobili vpogled v življenje Otona Župančiča, v njegove pesniške zbirke, v njegovo dramatiko. Še posebej pa so v slikanici, v kateri ima glavno vlogo Jure iz Belokranjskega muzeja, predstavljene Župančičeve zbirke, namenjene otrokom. Ilustriral je knjigo Matija Ciporič, ki mi je pomagal že pri prvi knjigi, ko smo Stari ate ali si res pil na rovaš. Ciporič je že takrat upodobil Jureta, ki ima tudi tokrat pomembno vlogo v slikanici. Otroke vabi na ogled Župančičevih zbirk in kustosinji pomaga pri vodenju. Včasih pa tudi malo ponagaja. Mislim, da mi je Župančič predvsem bližje kot vino. Mislim, nekaj malega tudi vem o njemu, ampak tudi nagajati se ne branim. Pravi Urban, ki pooseblja Jureta iz Belokranjskega muzeja in dodaja, da je njegova najljubša Župančičeva pesem Ciciban in čebela. Sicer pa bodo v spominski hiši Otona Župančiča v Vinici, ki je bila pred 2 letoma celovito obnovljena, v letošnjem letu pripravili še več dogodkov, namenjenih predvsem najmlajšim. Vsak mesec bo ena pedagoška delavnica, to je večinoma 3.–4. mesecu. Tisti, ki so zainteresirani, naj spremljajo naše objave. Prizadevajo si pritegniti ljudi ter jim približati Župančiča in njegova dela, pravi kustosinja. Vsi smo ponosni, posebej Belokranjci, na tega svojega Župančiča. Žal pa bi bili veseli tukaj v muzeju, če bi ljudje to pokazali tudi na ta način, da bi večkrat zavili tukaj našo Župančičevo zbirko in si jo pogledali. Stalna razstava Župančič mojster besede je bila pred 2 letoma posodobljena in je vsekakor vredna ogleda. Na današnji dan leta 1872 pa se je rodil tudi največji slovenski arhitekt Jože Plečnik.
Ob tej priložnosti so v več koncih Slovenije člani kulturnega in etnološkega društva Galus Bartolomejus iz Šentjerneja, odkoder je bila dolgoletna Plečnikova gospodinja Urška, pripravili Plečnikovo čajanko. Plečnikova čajanka s Plečnikovim čajem in medenjaki iz Urškine kuhinje je med drugim potekala tudi v novomeški čajarni Stari Most. In kaj je posebnega pri Plečnikovem čaju? Urška je iz izbranih domačih zelišč pripravljala čaj za arhitekta in njegove prijatelje. Čajne mešanice so bile različne glede na priložnosti, letni čas in razpoloženje arhitekta. Arhitekt čaja ni sladil, je pa svojim gostom za sladilo ponudil med iz domačega čebeljaka. V Črnomlju so včeraj predstavili projekt in resnično zgodbo Krabat, ki bi lahko Belo krajino in Žumberak turistično ter gospodarsko povezal z Nemčijo. V bližini Dresdna, v vzhodnem delu Nemčije, so namreč razvili zelo uspešno zgodbo o Krabatu. Pred nekaj leti pa so v raziskavah ugotovili, da je bil njihov priljubljeni krabat, uskoški plemič Janko Šajatovič, rojen v Žumberku. Njegova daljna sorodnica Monika Bračika že več kot leto dni raziskuje zgodbo belokranjskih krabatov. Tako so Nemci imenovali uskoške vojake, ki so se dokazali v obrambi pred Turki. Zato jih je v 17. stoletju grof Peter Zrinski poslal v Nemčijo, da bi varovali nemškega kneza in njegove dvore v Dresdnu. Ko smo bili poklicani v Lauzic, da spoznamo zgodbo Krabat, ko se je vedelo, da je iz naših krajev tukaj, smo videli, kaj Nemci delajo. Se pravi, kako so organizirani, na kakšen način pridobivajo evropska sredstva in seveda se je porodila tukaj ideja, dajmo vrniti Krabata domov. Ustanovili so turistično agencijo in pripravili projekt Dežela uskokov, ki ga sofinancirata Evropska unija in država, ter se pri tem navezali na zelo uspešno nemško zgodbo. Turistično regijo, ki je ena najhitreje rastoče turistične regije Evrope, in skozi našo agencijo tukaj in projekt, ki je bil razpisan za inovativne turistične produkte, želimo Krabata prikazati v eni celoviti zgodbi. Zgodbi, ki bo prikazala prihod uskokov v Belo krajino in Žumberak ter življenje Krabata Šajatoviča, ki je rasel v teh krajih. Nemci so v bistvu razvili iz vsakega njegovega koraka eno zgodbo, mi moramo zdaj razviti tudi našo zgodbo. V projektu so pripravljeni sodelovati in deliti svoje izkušnje tudi Nemci, pravi Bračikova. Iz vseh teh zgodb mi lahko najdemo neko povezavo z našim krajem. Tu so lahko tudi kulinarične zgodbe, kaj jih Nemci tudi imajo. Od Krabat piva mi imamo vino. In še veliko drugih povezav ter možnosti sodelovanja ponuja projekt, je prepričana Monika Bračika. Raziskava je tudi pokazala, da Nemci želijo priti in spoznati kraje, v katerih je odraščal njihov priljubljeni Krabat z germaniziranim imenom Johann von Schadowiz, ki je v Nemčiji pustil velik pečat, o čemer priča 37 knjig in tudi visokocenovni film, ki so ga posneli. Zdaj pa še v kulturi na nekoliko drugačen način. V medijski zbornici Združenja radiodifuznih medijev pri Gospodarski zbornici Slovenije, katere članica je tudi naša medijska hiša, pozivajo predsednika vlade Mira Cerarja k razrešitvi ministra za kulturo Antona Peršaka. Tako so soglasno sklenili člani združenja na letnem zboru članstva. Kot poudarjajo v medijski zbornici, je minister strokovno nekompetenten za pripravo medijske zakonodaje, ki bi slovenskim medijem omogočile obstoj. V zbornici prav tako opozarjajo, da še vedno ni ustrezno rešeno vprašanje financiranja medijev s statusom posebnega pomena, med katere sodi tudi naš medij, televizija Vaš kanal, ki deluje v javnem in kulturnem interesu. Podrobneje o razlogih za zahtevo po ministrovi razrešitvi in težavah, na katere še opozarjajo v medijski zbornici, pa takoj po koncu novic. Hvala za pozornost in prijeten večer.